Letošnje leto je v Sloveniji proglašeno za leto Josipa Ipavca. V zgodovinskem arhivu Celje so to obeležili s postavitvijo zunanje razstave pred Ipavčevim kulturnim centrom v Šentjurju in tako Ipavce iz arhiva vrnili v Šentjur. Ipavci so se res vrnili v Šentjur in to v obliki takele kratke pregledne razstave in pa brošure, ki je nastala ob njej. Mislim, da je prav, da se v Šentjurju še enkrat spomni na pomen te družine, še posebej v luči leta Josipa Ipavca. Leto 2021 je bilo namreč proglašeno za njegovo leto. Mi pa smo priliko izrabili še zato, da predstavimo še 3 njegove sorodnike, se pravi starega očeta Franca, strica Benjamina in pa očeta Gustava, tako da imamo nekako tiste 4 glavne like predstavljene. Razstava je nekako prva informacija za obiskovalce, ki recimo prav nič ne vedo o Ipavcih in se na ta način lahko na hitro poučijo, kdo so bili in zakaj so pomembni za Šentjur. Ta razstava je bila dejansko zelo hitro narejena. Pri pripravi je služila tudi monografija doktorja Grdine, potem gradivo je dejansko že zbrano v zbirki, tako da je bilo treba samo najti še neko rdečo nit in pa povezati vse te glavne protagoniste, ki jih je bilo treba predstaviti. Je pa bil omenjeni projekt precej težaven in se razlikuje od drugih, ki so jih ustvarjali v zgodovinskem arhivu Celje, saj je bilo potrebno obširno tematiko zelo omejiti. Ves ta projekt je bil precej težaven zato, ker se je bilo treba omejiti. Ipavci so pustili globoke korenine tako v Celju kot v Mariboru, pa seveda v Šentjurju in bilo je treba res izbrati tiste predstavnike, ki se jim bomo bolj podrobno posvetili in pri tem tudi nehote prezreti ostale predstavnike te razvejane družine. Ob razstavi je šla tudi publikacija dr. Aleksandra Žižka s pomenljivim naslovom. To je Krasna obitelj, ti Ipavci. In od kod ideja za takšen naslov? Naslov se je zelo ponudil tako iz enega zapisa v slovenskem narodu, iz zapisa Frana Radeja, ki je opisal svoje navdušenje ob tem, ko je bil v Ipavčevem salonu v Šentjurju priča enemu takemu neuradnemu krstu tele opere Teharski plemiči, ko so namreč Ipavci s svojimi prijatelji izvedli uverturo k tej operi in je Radej od samega navdušenja izustil ta stavek, da so krasna družina, krasna obitelj. Osnoven povod za nastanek razstave in monografije je seveda obeleževanje 100-letnice smrti Josipa Ipavca. Skupaj smo pa to zgodbo zvezali z gradivom, ki ga hranimo in ki smo ga v zadnjih letih pridobivali predvsem skozi donacijo Igorja Grdine in skozi to gradivo, ki smo ga že hranili že dolgo, se pravi gradivo iz provenienc pravosodja, uprave, šolstva, da spet skupaj pravzaprav združimo v neko nov narativ, neko novo zgodbo in predstavimo pravzaprav tukaj v Šentjurju najprej, ker tukaj je jasno, okolje se najbolj poistoveti z Ipavci, da pravzaprav pokažemo to. Je pa seveda v interesu prav vsem, da razstava gostuje tudi še v kakšnem drugem kraju, a najbolj ponosni nanjo so zagotovo Šentjurčani. Zelo smo veseli, da lahko našim občanom kljub epidemiji omogočimo oglede tovrstnih razstav na prostem, kajti vemo, da v zaprtih prostorih je vedno še omejeno gibanje, tako da smo zelo veseli, da lahko tukaj na našem Ipavčevem kulturnem centru na ploščadi imamo to razstavo. Ob tem lahko tudi povem, imeli bomo pa razstavo otroških del na temo Josipa Ipavca, tako da bodo visele zastavice po vsem Zgornjem trgu in bo to tudi ena dodatna obogatitev za naše občane in za vse obiskovalce Šentjurja. Ipavci so Šentjur prinesli toliko dobrega in plemenitega, da so dejansko paradni konj šentjurske turistične kulturno-zgodovinske promocije. Vemo, da je glasba skladateljev Ipavcev med najpogosteje izvajano skladbo v naši deželi in vemo, da nobena umetnost tako neposredno ne sega do človeškega srca, kot je to ravno glasba. Kot vemo, je doprinos skladateljev Ipavcev v Šentjur bil tako na področju kulturne zgodovine, kakor tudi na področju zdravstva res izjemen in z letošnjim letom pa želimo še posebej izpostaviti Josipa Ipavca, katerega glasbena umetnost je ne dovolj poznana, ne dovolj raziskana širši javnosti in seveda Josip Ipavec je tudi ime, ki je svojo umetnostjo prestopil meje nacionalnega.
Razstava je na ogled na zunanjih panojih pred Ipavčevim kulturnim centrom v Šentjurju še do 15. junija. Prav tako je na voljo nova monografija, ki bo v prihodnje služila tudi kot protokolarno darilo občine Šentjur.